Zdravo, dobrodošli v petki novi večerovi videokolumni. Afera z nakupom sodne stavbe, ki se je v vseh dimenzijah izkazal kot prevara pri belem dnevu, novoletno darilo za nekatere, se je obrnila v nepričakovane smeri. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, po novem samooklicana vitezinja v boju proti korupciji, je priznala, da je objektivno odgovorna, a odstopila še ne bo. S tem je seveda v novem nategu davkoplačevalcev dodatno nategnila demokratične standarde politične neodgovornosti. In v sredino koalicijske godlje s tem povlekla svoje socialne demokrate. Tem je klavrno propadel dosedanji slogan, da njihovi ministri delajo dobro in da so državotvorni faktor stabilnosti. Stranka, ki je želela zapreti zgodbo, se je odrekla. Kdo bi cinično pripomnil, da jo je vrgla z vlaka. A strojevodja te vladne lokomotive Robert Golob se z odhodom ni takoj strinjal in tako dopušča, da ob sumih kaznivih dejanj vedno bolj živčni SD, neidilični odnosi med njimi in Svobodo seveda niso skrivnost, puščajo kri. Zadeva vladajočim uopće ne koristi, a je očitno za koga za nekaj dobra. Mar je vsaj preusmerila pozornost od siceršnjih vsakdanjih vladnih front in težav. Ali kako? Za javnost bo seveda dobro, če se bodo enkrat za spremembo razčistile mahinacije okoli državnega trgovanja z nepremičninami, ki imajo tudi nekaj primesi zloglasnih tež navez, saj niti člani SDS ne manjkajo na ključnih mestih v transakciji. Je kdo omenil policijo in KPK? Menda oboji delajo. A vmes na odru te najnovejše politične tragikomedije z odgrnjenimi zavesami nastaja nadaljevanje nanizanke o vojni v državni menzi pri koritu. Ta razgalja fevdalni odnos političnih strank in njihov plenilsko-prihvatizacijski gen. Naj želimo vsem dober tek? Ne, hvala. O vsem skupaj nam je lahko kvečjemu slabo. Če v golaž konfliktov skupaj pomešamo še zdravniško stavko, končajmo s trpkim spoznanjem o nas kot bolnici na robu Evrope.